Lep dober dan, spoštovane senatorji, spoštovani gosti. Današnje seje senata začenjamo na tako drugačen način, vodstvo je objednilo, kot vidite. Ni tukaj gor in sicer bi vam rad na začetku te seje predstavil profesorico, redno profesorico Marto Verđinena, ki deluje na naši filozofski fakulteti in je v enem letu dobrega druga prejemnica ERC štipendije za zglede raziskovalce, velike štipendije, če tega tako rečemo, poseben dosežek za našo univerzo, dejstvo, da doslej nismo bili posebej uspešni na tem področju. Jaz sem novice še posebej vesel, zato ker je profesorica zgodovinarka, ker prihaja z področja družboslovja, ne zato, ker toliko zato, ker sem sam družboslovec, sem zaradi tega, ker dokazuje, da je mogoče z dobrim pogledanim raziskovalnim delom, pogledanim pristopom, tudi na tem področju enako dobro raziskovalno uspeti kot je del. Da ne bi se izgubljal besed, bi preprosto profesorico, da predstavi svoj projekt. Prosim. Spoštovani rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Ivan Svetlik, spoštovani članice senata v Ljubljani, spoštovano občinstvo, dragi kolegi, drage kolegice. Posebno čast je, da sem danes v vaši sredi in zahvaljujem se vam za to možnost, da lahko spregovorim o projektu, ki je bil izbran na razpisu ERC Artes. Gre prihodno za velik dosežek, za osebno, za mojo celotno raziskovalno ekipo, ki je bila vpeta v samo prijavo in verjamem tudi za celotno slovensko humanistiko in za še posebej za našo filozofsko fakulteto in Univerzo v Ljubljani. Izhodiščna ideja o samem projektu, bom dala ekran. Izhodiščna ideja o samem projektu nastala na osnovi mojega dolgotrajnega zgodovinopisnega ukvarjanja in prepričanja, da je transnacionalno in komparativno proučevanje severno-jadranskega prostora, etnične in večjezične širše regije potrebno in zanimivo. Že desetletja se prepoznavamo v zgodovinopisju, ki je raziskovanje lokalnega, v tem primeru regionalnega, ima za širše zanimivo, vendar le, če si ob njem zastavimo obča raziskovalno vprašanje, ki presegajo geografsko omejen raziskovalni prostor. Fokusiranje na mikrozgodovinske izseke je koristno, ale če v ukvarjanju z njimi znamo, kot pravi zgodovina Giovanni Levi, reflektirati globalno oziroma preformulirati teze o globalnem in detektirati vprašanja, ki jih na mikrozgodovinski ravni teže videti, na makrozgodovinski ravni teže vidimo in zaznamo. Priznam, da je moja pozornost za tranzicijske procese zarasla iz sodobnosti, predvsem iz opazovanja slovenske družbe in njenega neadekvatnega, lahko bi rekla tudi neuspešnega ukvarjanja z lastno tranzicijo. Išla je tudi iz ugotovitve, da se tako slovenska humanistika kot slovensko družboslovje skromno posvetila proučevanju sprememb v predhodnih tranzicijah, tako po prvi kot po drugi svetovni vojni. Z perspektive zgodovine dolgega trajanja se radikalno kolektivno prepozicioniranje slovenske družbe pokaže kot visoka sposobnost površinskega kamaleonstva, ki pa pušča za seboj prikrite zvestobe in nikoli zares opuščene tradicije. Obsedenost s političnim zgodovinskim krahom kot politično dogodkovno zgodovino imenuje francoski zgodovinar Fernand Lévy, nam potežkoča videnje globinskih struktur in dolgotrajnih mentalitet, da bi detektirali njihovo ukoreninjenost, a tudi načine njihovega spreminjanja. Pripadom generaciji
žensk, znanstvenic, ki je imela prav dostop do srednjega in univerzitetnega študija, ki je imela lastno sobo, če parafraziram Virginia Woolf, in ki je lahko resničila svoje poklicne ambicije. Prepričana sem bila, da so se med 70 in 80 leti vprašanje enakopravnosti med spoloma dokončno rešila. Univerzitetno sem se šolala v okolju, kjer se mi je ukvarjanje zgodovino žensk zdelo nekako že vse oziroma nevitalnega pomena. Spol je bila pomembna kategorija v mojem raziskovanju, a zdaleč ne najpomembnejša. Moje zanimanja so sedala na področje socialne zgodovine in historične antropologije, pozneje sem se ukvarjala z geografskimi, nacionalnimi, spominskimi in obmejnimi študijami. Šele pred kratkim, oziroma zadnjih 12-10 letih, sem se začela intenzivneje ukvarjati študijami spola oziroma zgodovino žensk. Zakaj? Ker bi k temu prisililo opazovanje stvarnosti, v kateri delujem, ter doživljost patriarhalnega imaginarija, o katerem je v času univerzitetnega študija predavala mentorica na Tržaški univerzi Luisa Kati, ugotavljanje, da so nenazadnje številne sfere javnega delovanja ženske pripuščene, ne pa njene polnopravne članice. In še ugotovitev, da novo ukvarjanje zgodovino žensk, povečano zgodovinjanje žensk v preteklosti, ne pomeni tudi novega načina pisanja učbenikov zgodovine, ki se še naprej pišejo, kot da ženskih zgodovini skoraj ni bilo. In podobno seveda tudi, ko gre za raznovrstne znanstvene, monografije ali zgodovinske atlase, iz katerih se sistematično zamučujejo ženske v slovenski zgodovini in nasploh. Oblikovanje projektov na temo zgodovine žensk ali bolj neutralno označo zgodovine spola je bil moj oseben odgovor na trdovratnost ostalih patriarhalnosti in antrocentričnosti, ki jih prepoznavam tudi v slovenskem in širšem akademskem okolju. Manko in drže seveda niso tipično slovenski, z njimi se ukvarjajo tudi druga evropska okolja. Zato je bila tudi namera projektnega ukvarjanja v vlogo žensk v povojnih tranzicijskih obdobjih v severno-jadranski regiji prepoznana kot pomembna in kot relevantna tema. No in sedaj seveda nekaj še o samem projektu. Kot vidite, nisem zelo spretna za take vrstne predstavitve. Regija, ki jo bomo vzeli v pretres, bo segala onkraj slovenskih državnih meja, segala bo tako na zlasti na Koroško oziroma v Avstrijo, v Planino Ilirsko krajino, na območje Hrvaške in torej tudi Balkana. Kakšni so cilji, ki jih bomo poskušali doseči z interdisciplinarnim pristopom oziroma, kot sem prej dejala, s komparativnim in transnacionalnim pristopom, bomo poskušali ugotoviti, seveda, ali so dosedanji koncepti, ki jih ponujajo politične vede in zgodovinopisje, primerni ali ne za raziskovanje povojnih obdobij. In v teh povojnih obdobjih bodo predmet analize predvsem prakse izključevanja, onemogočanja in marginalizacije žensk, ampak seveda, kot dobro vemo, v povojnih obdobjih ženske so zlasti po prvi in po drugi svetovni vojni dosegle pomembne politične pravice v Evropi in torej gre tudi za proučevanje njihovega vključevanja. Ko smo se ukvarjali, torej seveda tu porabljam množino, kajti v zadnjem tega projekta je kolektivno delo raziskovalne ekipe, ki jo vodim in potem bom tudi omenila članice raziskovalne ekipe. Ukvarjali smo se s vprašanjem, ali so politološki koncepti, dosedajni politološki koncepti in zgodovinopisni koncepti zadostni za proučevanje samega tranzicijskega obdobja in bom rekla, nedvomno pomemben tudi našega projekta je bil prav ta, da smo omenili, seveda, da niso in da je potreben
nov koncept, ki smo ga imenovali, paradoks vključevanja in izključevanja. Torej, ki dejansko pozori na to, da ob vključevanju, delimo v politično delo, ki se zgodi po prvi in drugi svetovni vojni, se pojavijo tudi določena izključevanja, zlasti na področju trga dela. Katera območja, tematska območja seveda območje politike, pridobivanja političnih pravic, ampak tudi področje nasilja in zlasti begunstva, tako po prvi kot po drugi svetovni vojni in ne nazadnje tudi v 90-ih letih. Spremembe, ki so se, ki jih je doživela ženska populacija na področju trga dela in seveda tudi v zasebni sferi. S kakšno metodologijo bomo pristopili, nedvomno s komparativno zgodovino, ampak fokusirali se bomo seveda tudi na nekatere zgodovinske segmente, uporabili metodologijo ustne zgodovine in diskurzivne analize. Po tej kratki predstavitvi bi lahko seveda marsikdo od vas trdil, da gre v bistvu za banalne vsebine. Projekt seveda je veliko bolj kompleksen in ne nameravam vse te njegove kompleksnosti tu predstaviti. Kot sem dejala, šlo nam je za oblikovanje novih konceptualnih orodij in mislim, da so ocenjevalci to zaznali. In tu bi mogoče to poudarili, da smo se do širše humanistične in družboslovne znanosti poskušali pozicionirati samostojno. Torej, nismo dejansko prinašali v to svojo analizo koncepte, ki so jih drugod oblikovali, ampak poskušali smo dejansko ponuditi nova interpretativna orodja. No in sedaj seveda utemeljitev, zakaj uporabljam tudi množino, zato ker, da je bila prijava uspešna, so imele izredno veliko zaslugo, zlasti moje sodelavke, dr. Ana Cerbol-Paradiž, dr. Urška Strle, dr. Irena Celišnik, dr. Petra Testel. Ob njej je omenila tudi osebo, ki je na naši fakulteti odgovorna za mednarodne projekte, to je gospod Martino Pekavac-Bembič, ki me je dejansko prepričala, da je prijava smiselna. Torej, že iz teh imen je razvidno, da gre to za znanje žensk, ki je v tem primeru pridobilo visoko mednarodno priznanje za odlično opravljeno delo, kar tudi dokazuje pomen ekipnega dela za doseganje visokih rezultatov v znanosti. Ekipno delo pa žal ne more, kot vemo, v našem sistemu računati na kontinuirani okvir. Več kot desetletje mojih uspešnih prijav na razpise Agencije za raziskovanje Slovenije in evropske programe je dovolilo, da se je raziskovalna skupina, ki sem jo oblikovala, s svojimi nekdanjimi doktorskimi študentkami ohranila. ERC seveda daje zdaj možnost, da se bo za naslednjih 5 let tudi ohranila in povečala z raziskovalci sosednjih držav. Vendar zelo dobro se zavedam, da poklicna negotovost, po kateri delujejo mlajši kolegi in kolegici v Republiki Slovenije, ne deluje v njihovo dobrobit, niti v dobrobit slovenske znanosti. Priznam, da je bila moja dovzetnost za razvijanje medicinskega dela posledica ugotovitve, da je v njem neogibna prednost za širše raziskovalne podvige, a tudi potrebe po ustvarjanju, moje lastne potrebe, po ustvarjanju boljših pogojev, ki je letna, več kot 24-letna obremenjenost s pedagoškimi obveznostmi ni omogočena. Slovenska znanost bo konkurenčna, mednarodna prepoznavna, če bomo vsi mi delovali v pogojih, ki bodo to dovolili. Verjamem, da se tega zavedate in da delujete v dobro slovenske znanosti in da si prizadevate, da se bodo v prihodnje ti pogoji vidno izboljšali. Hvala. Profesorica, hvala lepa za tale uvod. Upam, da ste začutili vsebino in izziv te raziskave. Upam, da ste tudi opazili pomembno mednarodno dimenzijo
tega projekta, začenši z okoljem, v katerem je profesorica začela svojo pot. Zdaj tole je ta dogodek, ki je počastil, mislim, da posebej pozdravil tudi državni sekretar dr. Boh. Zdaj v tej priložnosti mogoče bi želel tudi kakšno besedo se pregovoriti, ker to je posebni dogodek tudi za slovensko znanost. Hvala lepa, spoštovani direktor. Najprej pa seveda, spoštovani profesorica, čestitam vam osebno, vaši ekipi, vaši fakulteti, vaši univerzi za uspeh, ki ste ga dosegli z projektom, ki ste ga ravno predstavili. Zdaj, mislim, da je ena izmed ključnih stvari, ki se jo moramo zavedati, oziroma ki se jo vaša univerza zelo močno zaveda, da je pravzaprav znanost timska zgodba in da je znanost dolgoročen proces oziroma dolgoročna aktivnost, ki pripeljajo v končni fazi do rezultatov. Zaradi tega mislim, da je na tem mestu izjemno pomembno izpostaviti, da je Univerza v Ljubljani verjetno ena izmed slovenskih institucij, ki se vprašanja IRC projektov oziroma izzivov, ki jih IRC projekti postavljajo pred raziskovalce, lotila najbolj resno. In z aktivnostmi, ki potekajo že kar nekaj let, profesor Čopič v tem kontekstu in pač celotno vodstvo univerze, mislim, da je temu izjemno naklonjeno in izjemno poudarek dan temu. Verjamem in upam, da tudi vsaj nekaj aktivnosti, ki smo jih znotraj ministrstva naredili v zadnjih letih, bodo oziroma so pripomogli k temu, da bo takšnih praznikov, kakršen je današnji, v prihodnje še nekaj, oziroma da je čim več. Predvsem v tem kontekstu mislim, da je potrebno izpostaviti komplementarno schemo, ki daje tistim, ki so v prvem poskusu pripravili dober projekt, da ga izboljšajo in da v vnovičnem poskusu pridejo do uspešne prijave. Drugo, kar je v letošnjem letu ključnega pomena, jaz in verjamem, pravzaprav apeliram na vse vas, da izkoristite schemo, ki je sicer v pilotni fazi, zdaj pa vendar jo bomo v prihodnje leta razvijali naprej. Skratka, možnost raziskovalcev, da gredo za krajše obiske v raziskovalne sredine, ki na IRC projekte že imajo, tako da verjamem, da brez dvoma z aktivnostmi univerze, z aktivnostmi, ki bomo mi poskušali dodati svoj del, da odpremo vrata tja, kamor je potrebno na ta način in seveda z odličnimi raziskovalci, ki jih na univerzi v Ljubljani imate. Verjamem, da je pravzaprav to vrstno uspeh samo spodbuda še vsem ostalim kolegom, vsem ostalim raziskovalcem. Tudi mene zelo veseli, da je z področja humanistike in družboslovja, pa ne samo zato, ker so tudi jaz družboslovci, ampak preprosto zaradi tega, ker mislim, da je pomembno, da lahko pokažemo, da lahko pokažete vsem, da pravzaprav tudi slovenska humanistika in družboslovje sta področji, ki sta mednarodna, evropsko konkurenčna in ki lahko konkurirata z najboljšimi in za kar se seveda Univerza v Ljubljani že vrsto let trudi. Kar se tiče splošnega okvirja znanosti, mi se bomo potrudili, da skratka vzpostavljamo pogoje, znotraj katerih bo lahko univerza delovala kot univerza, kot avtonomen, samostojen subjekt, ki sama ve zase skupaj s svojimi raziskovalci in profesorji, kaj je za vas najboljši, na kakšen način morate funkcionirati, morate oblikovati svoje procese, da boste konkurenčni z vašimi kolegi iz tujine. Kar se tiče dolgoročnosti in proračunov, pač se bomo v skladu z našimi možnostmi trudili, da bi bilo tega čim več. Razumem, v zadnjih letih so bile ta odstopanja oziroma ti padci večji, kot bi si želeli, neproporcionalno veliki glede na druga področja in verjamem in upam, da tudi z vašo pomočjo in z dokazom tovrstnih uspehov bodo pravzaprav tudi sredstva za slovensko raziskovanje in za slovensko znanost takšna, kakršna si jih zaslužite, kakršni si jih pravzaprav morajo biti, da smo, da boste konkurenčni v evropskem prostoru. Dovolite pa po koncu, da vam še enkrat iskreno čestitam v imenu ministrice, v imenu ministrstva, v svojem imenu in v imenu vseh sodelavcev, ki delamo na področju znanosti. Tako da se že veselimo rezultatov in novih tovrstnih dogodkov na Univerzi v Ljubljani.
bi zdaj sklenil to točko za danes, tudi s čestitko z moje strani, pa tudi jaz verjamem strani vseh prisotnih senatorjev in vam zaželil, da res uspešno zastavite ta projekt in da nam napišete en del zgodovine na novo odvažanje. Hvala lepa.